Vsak bo imel pravice, ki mu pripadajo. In vse, kar je neobhodno potrebno za življenje. Da ne bo več revnih in bogatih. Nikogar ne bodo izrabljali in vsi bodo imeli iste cilje. V tem svetu, je premišljevala Zora, bo tudi ona spravljena s sabo. Vsi se bodo borili za zasužnjen narod, za vse trpeče ljudstvo. Vse to je Zora povedala mami Pavli, a samo mami. Zora je srečala ljubezen, veliko in neizpeto ljubezen svoje kratkotrajne mladosti. V njej je prižgala novo upanje in hrepenenje. Dajala je smisel delu, tveganju, trpljenju. Zdaj je imela še nekaj pred sabo, ko je mislila na dneve, ki bodo kmalu prišli, ko bodo končno živeli normalno, brez strahu in brez skrivanja, brez zatajevanja, ko bo svet po koncu vojne ves drugačen, nov. Kdor se ne spominja preteklosti, je obsojen na to, da jo podoživi. In zato smo danes tu. V spomin in v trajen opomin. Lepo pozdravljene, spoštovane taboriščnice in taboriščniki, interniranke in interniranci, politične zapornice in zaporniki, izgnanci, vsi tisti, ki vam je bila prostost in mladost odvzeta. In prav lep pozdrav tudi vašim svojcem in prijateljem, ki ne dopuščajo, da bi v tem žalostnem spominu ostali sami. Lepo pozdravljeni vsi, ki smo tukaj zbrani v spomin in opomin. Prav lepo pozdravljam v naši družbi tudi nekdanjega predsednika Republike Slovenije, gospoda Danila Türka. In prosim, toplo pozdravimo tudi sedanjega predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Za pozdravne besede pa vabim na oder župana mesta Ljubljane, gospoda Zorana Jankovića. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, drage tovarišice in tovariši. Prav ponosen sem, da ste zbrali Ljubljano za dan spomina in opomina. Ljubljano, mesto heroj, Ljubljano, ki ceni vse, kar ste dali za našo državo, Ljubljano, ki spoštuje vrednote, ki ste jih imeli, Ljubljano, ki bi rada živela tudi naprej po teh vrednotah, ker ni mesto za klevete, ker ni mesto za slaba dela, ker je mesto, da omogočimo dobro javno šolstvo, dobro javno zdravstvo, ker je mesto, da tem mladim, ki so danes tako lepo zaigrali uvodni del naše proslave, omogočimo boljše življenje. Današnji dan, dan spomina vas, ki ste preživeli vaših svojcev, dan opomina, da se nikoli več ne ponovi, je pravo mesto tu v Kino Šiška, je prava lokacija tu v Ljubljani,
da pokažemo celemu svetu, da mi znamo živeti skupaj in spoštovati različnost. Ne bo današnji dan sporočilo celemu svetu, da nikjer, nikoli ni nobenega razloga, da prihaja ponovno do vojn, do taborišč, do tistih, ki govorijo o demokraciji, po drugi strani pa izvajajo take dela, ki demokracije niso vredne. Ponosen sem tu, da imamo bivšega in sedanjega predsednika, ki današnji dan posebej pozdravljata in tudi živimo z vami. Uživajte v današnjem dnevu, naj bo ta dan, vaš dan, za nas spomin in opomin. Predvsem pa ne pozabite, da ste v Ljubljani, v mestu heroju, ki je obenem tudi najlepše mesto na svetu. Na oder vabim tudi Janeza Aliča, predsednika koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB. Spoštovane taborišnice in taborišniki, tovarišice in tovariši, dragi gostje. Vse skupaj prav prisrčno pozdravljam na prireditvi, ki smo jo poimenovali Dan spomina na holokaust in ki jo je Zveza borcev za vrednote NOB Slovenije organizira že 6. zapored. Mednarodni dan spomina na holokaust, ki ga slavimo sicer jutri 27. januarja, je tudi dan osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, kjer je trpelo 2342 Slovenk in Slovencev, od tega jih 1331 ni preživelo. Prav je, da se ob velikih žrtvah, ki so jih imeli Judje, spomnimo tudi Slovenk in Slovencev, ki so se uprli okupatorju. Več kot 63 tisoč jih je bilo v 11 koncentracijskih taboriščih in številnih njihovih podružnicah. Kar 12 tisoč jih ni preživelo. Ko se je maja 1945 vojna morija končala, je brutalnost nacističnih in fašističnih zločinov šokirala tudi zaveznike. Minila so desetletja, spomini bledijo, vendar pa resnica ostaja. In to ne glede na poskuse posameznikov, ki hočejo spreminjati, ki hočejo dokazati, da ste bili v nekakšnih kampih na počitnicah. Preživeli ste zato, ker ste ljubili domovino, ker je med vami vladala solidarnost. In strpnosti ter solidarnosti danes še kako primanjkuje. Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Rižarna, Jasenovac, Rab, Neuengamme, te nacistične in fašistične tovarne smrti naj bodo ob dnevu spomina na holokaust nam vsem v spomin in opomin, obenem pa priložnost, da ob tem dnevu mladim prikažemo in jih opozorimo na zgodovino, na vse genocide in tudi na vse genocide sodobnega sveta. Vam vsem skupaj želim, da bi uživali v programu, ki bo sledil in da bi se čez leto dni ponovno srečali. Hvala lepa. Zapornice ne govorijo o tem. To niso občutki, ki bi jih prepuščale listkom, belim metuljem, ki vzletijo skozi okno, ali svojevrstnim črvičkom v krušni sredici, ali sporočilom, ki gredo kot veriga od ust do ust. Pa tudi sicer, kako bi govorili o trenutkih, ko je človek ob človeško dostojanstvo, na milost in nemilost prepuščen drugemu človeku, ki je večkrat nečloveški. Niti besede ni zapisala mama Pavla o tem. Ni vedela. Ji ni Zora nič zaupala ali ni hotela vedeti, ker tega ne bi prenesla. Kako čudno, da žrtve mučenja občutek sramu ovira, da bi o tem govorile. Kako je mogoče, da prevlada občutek sramu v žrtvah in da ni mučiteljev sram? Kakšen nesmisel v človeku? Človeku? Tri lipe
sonce rumeno se smeje, zelene te lipice tri. In sonce rumeno se smeje, zelene te lipice tri. Tam gori za našo vasjo, treh lipah tri ptičke poju, I kaj pa poju mi tri ptičke, treh lipicah tam za vasjo. I kaj pa poju mi tri ptičke, treh lipicah tam za vasjo. Tam gori za našo vasjo, mi počila puškica bo, in žalostno bodo tri ptičke zajokale v lipicah tri. In žalostno bodo tri ptičke zajokale v lipicah tri. Kruta je statistika druge svetovne vojne. 80 tisoč Slovenk in Slovencev pregnanih od doma. 80 tisoč Slovenk in Slovencev poslanih v zapore, ljubljanske, mariborske, Stari Pisker pri Celju, v Begunje, Koper, Novo mesto. 58 tisoč Slovenk in Slovencev poslanih v koncentracijska taborišča v Italiji, Nemčiji, na Madžarsko in na Hrvaško. Več kot 12 tisoč se jih ni nikoli vrnilo domov. 20 tisoč Slovenk in Slovencev v konfinaciji, vojnem ujetništvu, več kot 3 tisoč ubitih talcev in 600 otrok odvzetih svojim staršem. Prosimo, lepo pozdravite našega slavnostnega govornika danes, gospoda Petra Kovačiča Peršina, dobitnika Zlatega reda za zasluge leta 2011 za svobodoljubnost v publicističnem delu, s katerim je vztrajno, odločno in požrtvovalno odpiral intelektualna obzorja slovenskega duha. Prosim. Spoštovani gospod predsednik republike, gospod Borut Pahor, spoštovani nekdanji predsednik republike, gospod dr. Danilo Turk, spoštovani predstavniki političnega življenja, predvsem pa spoštovani taboriščnice in taboriščniki, izgnanci, interniranci in interniranke in seveda tudi vsi udeleženci današnje slovesnosti, ki naj bo opomin in spomin v zahvalo za vse žrtve, ki so jih prestali naši taboriščniki in taboriščnice. Združeni narodi so razglasili 27. januar za dan spomina na holokaust, ki je hkrati tudi spominski dan na žrtve vseh koncentracijskih taborišč pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej. Ta taborišča so ustanavljali totalitarni režimi za uničevanje ljudi, ki so se jim uprli ali pa so preprosto bili označeni kot moteča populacija za rasno, etnično ali ideološko monolitno družbo,
kakršno so si zamišljale totalitarne ideologije. Med temi žrtvami je bilo tudi veliko Slovencev. Slišali smo grozljive številke, za vsako to številko pa je seveda eno osebno življenje, ena osebna tragika in velika praznina ne samo v družini, okolju, iz katerega so išli, ampak tudi praznina v narodu. Zato je dan spomina naša narodna, pa tudi civilizacijska dolžnost. Narodna zato, ker so naši ljudje dali svobodo za naš narod, za nas, ki danes živimo. Bodisi, da so se uprli okupatorju ali preprosto zato, ker so bili Slovenci in s tem označeni za pripadnike naroda, ki ga je tedanji novi svetovni red nameraval uničiti, da bi naredil življenjski prostor zase. Vse te žrtve so temelj naše narodne svobode in suverenosti in se jih moramo spominjati s spoštovanjem. Spoštovanjem tudi zato, ker so bili žrtve za ohranitev človečnosti človeka. Namreč vsa uničevalna taborišča so imela za cilj poteptati človeško dostojanstvo in izbrisati pomorjene iz spomina življenja, pa tudi iz knjige mrtvih. Ukazana pozaba pomorjenih pa je dodaten zločin, kakor je zapisal pesnik Lojze Krakar v svojem spominskem zapisu o nacističnem taborišču, ki ga je preživel. In ne oznanjuj pozabe. Pozaba je zločin. Izmislili so jo tisti, ki jim je težko poslušati, kaj so nekoč počeli, ali tisti, ki jim na tihem dajejo prav. Da bi tisti, ki tem zločinom še vedno dajejo prav, bodisi pri nas ali v tujini, nikoli več ne dobili moči za uničevalna dejanja, moramo ohranjati spomin na žrtve vseh predvojnih, medvojnih in povojnih, pa tudi današnjih taborišč po svetu. To je naša civilizacijska dolžnost. Zato dan spomina ne obvezuje le k spoštovanju žrtev, ampak mora biti predvsem opomin, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Spomin na žrtve nas prebuja k čuječnosti, da smo prav mi, danes živeče generacije, odgovorni za to, da gradimo svet miru in človečnosti. Tem bolj, ker se kljub bridkim izkušnjam človeštva in kljub zavezam politikov, da bodo preprečili nove genocide, te strahote dogajajo ves čas po drugi svetovni vojni in tudi danes v velikem številu, od Sirije do Darfurja, in so se pred leti zgodile v naši soseščini, v Srebrenici, v ofenzivi Oluja, v Vukovarju. Ta dejstva nas opominjajo, da ni le dovolj ohranjati spomin na preteklo trpljenje, ampak je naša dolžnost storiti vse, da se konča množično uničevanje človeških življenj v imenu ideologij, religij, etnično čistih dežel, imperialnih politik ali kapitala. To pa bo mogoče le, če bomo zgradili humanejše medsebojne odnose, takšne, da bodo postale temelj brezprizivnih vrednot človekovega življenja, človekovega dostojanstva in socialne varnosti. Totalitarni režimi, politični ali kapitalski, namreč najprej izbrišejo človeka iz svojega obzorja in ga ponižajo v uporabno reč, v razpoložljiv material. Po izkušnjah dveh katastrofalnih vojn 20. stoletja so se
demokratični narodi sveta zavezali k uveljavitvi demokratičnega družbenega reda, da bi ustvarili humanejši svet. Sprejeli so načela sodobne demokracije, ki temelji na enakosti, svobodi in solidarnosti med ljudmi. Na tej enotnosti so dosegli medsebojno pomiritev, medsebojno spravo, prav nekdaj sovražni si narodi, in tako so zagotovili mir in medsebojno sožitje. To je omogočilo in tudi oblikovalo idejo Združene Evrope. Ta načela demokracije in zavezo k narodni in mednarodni pomiritvi smo s pristopom k Evropski zvezi sprejeli tudi mi. To nam nalaga, da vrednote demokratičnega življenja najprej uresničujemo med seboj v naši družbi, kar je tudi pogoj, da bomo te vrednote udejanjali v evropski družini narodov. Le tako bomo zagotovili pogoje za demokratični red, ki temelji na pravicah in spoštovanju vsakega človeka, ne le privilegiranih slojev. To pa pomeni, da moramo v politični praksi, gospodarskih odnosih in vsakdanjem življenju udejanjati načelo, da je temeljna vrednota družbe človek sam po sebi, ne zaradi svoje družbene moči, posameznik kot celovita oseba v svoji enkratnosti in različnosti. Samo sožitje in solidarnost sta gradnika demokracije. Le na tej osnovi je mogoče utrjevati demokratične vrednote. Demokracija namreč ni vzpostavljena z razglasitvijo demokratične ustave. Demokracija ni zgolj sistem, ki je dan z ustrezno zakonodajo. To je le okvir, ki omogoča demokratično življenje. Demokracije ne gradimo z zgrašanjem, da smo demokratična družba, kar je pravzaprav postala izrabljena mantra naših političnih elit. Demokracija se začne z demokratično kulturo, z etično odgovornostjo za sočloveka, sprejemanjem drugačnosti drugega, njegove različnosti, njegovega prepričanja, politike in nazorske opredelitve. Demokracija je proces družbenih in medsebojnih odnosov, ki jih je treba udejanjati vsak dan in v vseh okoliščinah. Ko se sprašujemo, zakaj še po 2 desetletjih formalne demokracije naša družba ostaja ujeta v primež nedemokratičnih praks in zakaj smo obtičali pri partitokraciji, ki je le eno od oblik totalitarne politične prakse, zakaj nismo storili dejanja torej preboja k dejanski demokraciji, ugotavljamo, da tisti narodi in družbe, ki niso dosegli notranje državljanske pomiritve in konsolidacije, pač ne zmorejo vzpostaviti politike, ki deluje po demokratičnih načelih, ki uveljavlja pravico enakosti, svobode in solidarnosti med ljudmi, ne glede na njihov nazor, narodnost, raso ali druge različnosti. Zato je tudi naša družba, pravilneje rečeno, naša partitokracija padla na izpitu demokracije in sicer z izbrisanimi, z negativnim odnosom do obrobnih družbenih skupin, s socialnim in tudi političnim izločanjem številnih marginalnih skupin prebivalstva. Brez uveljavitve temeljnih vrednot humanizma in temeljnih pravic človeka ni demokracije. Demokracije ni mogoče uveljaviti v družbi, kjer je netransparentnost političnega in gospodarskega
delovanja normalna praksa, kjer vlada korupcija in klientelizem, kjer ni odgovornosti in etičnih standardov, kjer se šopiri politični primitivizem, ki ohranja latentno stanje totalitarnih vzorcev obnašanja, kjer politične in kapitalske elite samoumevno razumejo državo kot svoj fevd in ljudi kot sredstvo za doseganje svojih ciljev, ker je etika solidarnosti označena za kapitalu sovražno držo. Demokracijo bomo lahko uveljavili le s tej nasprotno družbeno prakso. Enako zahteva enake možnosti za delo, življenje in družbeno participacijo vseh. Svoboda zahteva uveljavitev človekovega dostojanstva za vse. Solidarnost zahteva socialno varnost za vsakega državljana. Smo na točki preloma, ko se moramo brezpogojno odločiti za demokratično življenje ali pa bomo tonili v družbeni kaos, postajali vse bolj dezintegrirana družba, ki jo bo poglabljanje družbenih nasprotij vodilo v konflikt. Zato je demokracija tudi pogoj naše suverenosti. Edini branik svobode, humanosti in suverenosti je dejanska, uresničena demokracija. Njena farsa pa vodi v barbarstvo in nesvobodo. Demokracija je edini družbeni ustroj, ki zahteva in omogoča spoštovanje človeka, ki ustvarja tak družbeni red, ki zagotavlja človeku vredno življenje in socialno varnost vsem, ki omogoča sožitje v različnosti in enakost in ki omogoča stabilno gospodarstvo in družbeni razvoj. Samo kot demokratična družba bomo sposobni prebroditi sedanjo družbeno, moralno in gospodarsko krizo in dokazati, da smo narod, ki je sposoben samostojnega življenja, vreden suvereno odločati o svoji usodi in je tvoren člen v družini evropskih narodov. Cilj našega narodno-osvobodilnega boja je bil tako narodna osvoboditev, se pravi vrnitev naroda v suverenosti, kot tudi socialna osvoboditev človeka, se pravi zahteva po vzpostavitvi takih družbenih odnosov, ki bi omogočili socialno varno življenje vsem. Ta cilj je bil po vojni v veliki meri prezrt posebno glede politične svobode posameznika in narodove suverenosti. Zato smo si v procesu demokratizacije naše družbe zastavili cilj, da zgradimo resnično demokracijo. Pri tem je velik del politike prezrl, da demokracijo v enaki meri kot politična svoboda pogojuje tudi socialna pravičnost. Danes smo morda kot družba dozoreli do spoznanja, da sta ta dva stebra nepogrešljiva za vzpostavitev trdne demokratične družbe in za zagotavljanje suverenosti naroda. Demokracijo bomo lahko utrjevali le s tem, kar nas združuje, ne z dejanji, ki nas razdvajajo. Ne bomo enotni v nazorih, v osebnih pogledih na zgodovino, v političnih in drugih prepričanjih. Enotni pa moramo biti v tem, kar je pogoj za stabilnost naše družbe in obstoj naše države. Enotni moramo biti v spoštovanju in obrambi svobode in dostojanstva vsakega posameznika, enotni, ko gre za ohranjanje naše nacionalne suverenosti, enotni, ko gre za zagotavljanje socialne stabilnosti in enotni v izpolnjevanju demokratičnih standardov.
Naj sklenem z mislijo Edvarda Kocbeka, ki jo je izrekel 15. maja 51. leta na seji izvršnega odbora Osvobodilne fronte, ko je kritiziral takratno uveljavljanje nedemokratične prakse. Takole je razmišljal. Pogoj za uspeh demokracije vidim v zdravem in korenitem preoblikovanju gospodarskega in finančnega življenja. Najprej se mora človekova iniciativa sprostiti. Kadar bomo prišli do tistih oblik javnega življenja, ker se v njih veže ta standard in sproščena človekova razgibanost, bomo lahko govorili o demokraciji. Kajti revščine in strahu ni mogoče demokratizirati. Pač pa je mogoče z demokracijo začeti takrat, ko obsedno stanje popusti in ko se država vrača k osnovnim zakonom gospodarskega in političnega življenja. Te misli so lahko tudi danes spet aktualne. In prav je, da jih poudarimo tudi na spominski dan na žrtve totalitarnih ideologij in režimov, ker le humani družbeni odnosi in socialno pravični družbeni red zagotavljajo svet brez vojn in nasilja. In le taka prihodnost bo prava oddolžitev za življenja tistih, ki so sanjali in se borili za svet miru in sožitja med narodi in vsemi ljudmi. Slava njihovemu spominu. Kako je mogoče živeti tu leta in leta? Prvo noč so preživele pod velikim šotorom, platneno streho. Trpeči narod, se je spomnila Zorka na lastne besede, ki so tako presunile mamo Pavlo. Kmalu ne bo več trpečega naroda. Problem bo rešen. Na dvorišču so stale tam v vrstah, visoke in majhne, temnolase in zlatolase, različne, a enake. Podobne si kot kaplja kapli, oblečene, a vendar gole. Kot živali, ki nimajo ničesar na sebi in nič ne nosijo s sabo. Razlikovale so jih samo številke. Rože si zaželi
Sledijo izpovedi, morda se bo kdo od vas prepoznal v njih, taboriščnic in taboriščnikov, ki so preživeli, a vendar preživeli svojo mladost za taboriščno žico, zaznamovani za celo življenje. Bili so iste starosti, kot so naši mladi recitatorji. Na postaji v Perugi nas tlačijo v živinske vagone. Temačno je, vsak si tipaje poišče svoj prostor. V medli svetlobi ugledam vojaško uniformo, stražnik nas je molče preštel. Kmalu se vrne s hrano, za 3 dni, vendar ta hrana je morala biti za kak teden dni potovanja. Nach Deutschland je še pristavil, vsi smo vedeli, kam smo namenjeni. Nihče ni slutil prevare v napisu Delo Osvobaja, ko je prvič prestopil taboriščni vhod. Metode taboriščnega reda so bile naravnane tako, da so v slehernem jetniku zatirale misel na odpor in ga spreminjale v sužnja, s pravico do življenja le toliko, kolikor je bilo koristno za njih. Vsak interniranec je ob prihodu v taborišče prejel svojo številko. Jaz sem prejel številko 63721. Od tega trenutka dalje nas niso več klicali po imenu in priimku, temveč samo po številki. Politični interniranci smo mogli poleg te številke, ki smo jo nosili na levi strani črtaste bluze, nositi še rdeč trikotnik z oznako naše države. Odvzem obleke, kopanje, britje, striženje, vse med dolgim postopkom poniževanja in zasmehovanja, pa čakanje tudi v zimskem času, v Evinem kostimu, da so ti končno vrgli nekaj lagerskih cunic in cokle. Mraz pa tak, da so šklepetale kosti in ne le zobje. Ko so mi na podlakt leve roke tetovirali še številko 70380, sem za njih postala zares le številka, ena od mnogih. Prav vseeno je bilo, ali so bili na teh lagerskih capah veliki ali majhni, pestri ali enobarvni, pločevinasti ali leseni. Odločalo je le to, ali so gumbi sploh bili. Biti brez enega samega gumba je lahko pomenilo najhujše, kar je interniranca lahko doletelo. Smrt. Res. Zaradi enega samega gumba. Če pri kontroli gumba ni bilo, je takoj sledila kazen. Ko so nas pripeljali v taborišče, so nekatere, na primer cigane, takoj odpeljali v barake in naslednji dan v krematorij. Mi pa smo dobili cokle. Meni so jih že prvi dan ukradli, zato sem bila do oktobra bosa. In črtaste obleke, na katerih je bil prišit vinkel. V taborišče so pripeljali skupino Judov. Vsi smo ostrmeli, ko smo videli, da so z deskami zabili vsa okna in vrata na baraki, v katero so jih zaprli. Prve dni ni bilo slišati ničesar, nato pa počasno korakanje, tretji dan pa niti tega ne več. V hiši je zavladala smrt. Toda zakaj vendar orkester prav tu, odkoder so bežale še ptice? Vsako jutro in zvečer, v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu je orkester igral pred glavnim vhodom v taborišče nemške koračnice skupinam jetnikov, ki so odhajali in prihajali z dela. In ko so se zvečer vračali z mrtvimi na ramenih, je koračnica zvenela v rekviem. V delovnih taboriščih nismo poznali besede bolan, pač pa samo zdrav ali mrtev. Zaradi tega se je mnogo tudi sicer bolanih taboriščnikov, to, da so bolani,
balo priznati, kajti v bolnišnicah bi gotovo podlegli bolezni. S tem, da niso priznali, si jih je mnogo rešilo življenja. Po jutranjem apelu, vsakem vremenu, vsak dan na delo, v močvirju smo izkopavale jarke. Premočene obleke so se sušile kar na naših telesih, ki so bile edine, ki smo jih imele. Večerni apel je bil nova muka. Če se število jetnic ni ujemalo s taboriščno evidenco, se je apel razpotegnil tudi na več ur, ne glede na vreme. Našo družino so aretirali 4. avgusta 1942. To je mesec in pol po objavi znanega tajnega odloka Reichsführerja Himmlerja. Ta je med drugim zahteval: načelno je treba usmrtiti moške iz krive družine. V mnogih primerih celo družino. Ženske teh družin je treba odpeljati v koncentracijsko taborišče. Otroke z njihovih domov in jih zbrati v pokrajini Starega Rajha. O številu in rasni vrednosti teh otrok pričakujem posebna poročila. Vse imetje krivih družin se zapleni v korist Urada za utrjevanje nemštva. V obeh taboriščih je tudi za nas otroke vladal vojaški režim. Na vse zgodaj smo morali na dvorišče in ob dvigovanju zastave smo morali peti. Učili so nas korakati in nenehno so na nas kričali, nas zmerjali slovenskimi psi, prašiči, mediti. Morala sem govoriti nemško, čeprav nisem znala. Stara sem bila 6 let. Ko sem prišel v Doro, kako lepo ime za taborišče. 9 sem jih preživel. Sem imel 70 kilogramov. Ko pa sem taborišče po 2 mesecih zapustil, sem jih imel le 38. Po vsem tem času stradanja in dela v predoru sem ponovno videl sonce. Kdo si ti, ki si drzneš v imenu tuje ideologije in izkrivljene resnice vkleniti telesa in uniformirati duše? Kdo si ti, ki si drzneš otroštvu ukrasti igrivost, mladosti radoživost in življenju dostojanstvo? Kdo si ti, ki si drzneš uporabiti velike besede, povsem brez srca, kajti potrebne so preproste besede: tovarištvo, solidarnost, spoštovanje. Pa bo pomlad prišla z oblaki šumečimi, pa bo pomlad prišla z rožami rdečimi, s tistimi rosnimi mladimi rožami. O, kak se po rožah toži mi, pa bo srebrni ščip samival nad ribniki, vali drhtečim se lilijam, blago dobrikali, jug serenado šumel, sinci brisanjala dva, zvezde visoko bleščale. Jaz pa le pojdem takrat z oblaki šumečimi.
oči, tihe, dobre oči, tihe, dobre oči.
jak svetlo je boli. Na vrana goni strah med znane hiše. Med vilim listjem polnoč daljna zdiše. Ves čas je po meni grebla misel. Treba bo vzdržati. Če lahko vzdrži mama, ki je že 3. leto v taborišču, bom pa vzdržal še jaz, ki sem mlad in poln življenja. To misel, vzdržati, ne se predajati malodušju, verjeti v zmago, sem si nenehno ponavljal. Mamo so premestili v blok 25, blok smrti. Noge so mi klecnile, ko sem izvedela, kje je mama, zavedajoč se možnosti, da bo živa vržena v krematorij. Sama sem bila še napol otrok, doraščajoče dekle, daleč proč od domovine. In zdaj naj izgubim še mamo. In zakaj mama ne bi mogla dočakati svobode, ko pa se je z očetom tako zavestno borila zanjo, da je žrtvovala dom, družino in sebe. Zakaj? Mene in oba brata so kot otroke ustreljenega očeta in matere poslane v koncentracijsko taborišče, deportirali v posebna nemška taborišča, namenjena za otroke zaprtih koncentracijskih taboriščnikov. V taboriščnih kartotekah smo bili označeni kot sirote brez staršev, torej še pri živem staršu. Razumljivo, saj so ga vendarle poslali v uničevalno taborišče. Mama, izgube moža, ločitve od nas 3 otrok in nečloveških razmer v taborišču ni prenesla. Po nekaj mesecih je umrla. Kadar je vodja taborišča poklical katerega od nas otrok v pisarno, smo že vedeli, kaj bo. Prišlo je obvestilo o smrti matere ali sestre. Skoraj vsi smo to doživeli in ko je otrok prijokal iz pisarne, smo vsi zajokali in obžalovali za vsemi temi materami in sestrami. Od nekod je privel prijeten vonj po ocvirkih, ki me je skoraj spravil v sen. V duhu sem videl mater, ki je doma cvrla slanino. Imel sem polna usta sline, ki sem jo debelo požiral in z njo polnil prazen želodec. Pa je od nekod privel smrad po sežganih ljudeh in konec je bilo vseh sanj o jedeh. Memento mori. Skupina mladih Židin, ki je delala v bližini, je morala izkopati jamo in vanjo položiti svojo sotrpinko. Popoldne se je že nagibalo v večer in jamo so morali tudi zagrniti z zemljo. Z grozo sem ugotovila, da zemlja diha.
Dvigala se je in spet padala. Obrnila sem se k vojaku, stražarju. Ustrelite jo vendar, da se ne bo več mučila. Jezik za zobe, mi je odgovoril. Za vsako ustreljeno jetnico moram napisati poročilo. In če mi ne bi bilo potrebno napisati poročila za vsako pokončano jetnico, bi zdaj le tebe pokončal. Mlado Judinjo je odrešil z udarci s puškinim kopitom. To je moj že 3. božič v taborišču. Prepričan sem, da tudi zadnji. V mislih se ostajam v domačem kraju, na Okroglem. A sedaj v moji hiši gospoduje tujec, Nemec. Že davno tega se mi je sanjalo o 10 otrocih, ki se držijo za roke in tekajo po našem dvorišču. In glej, te sanje so se uresničile. Ta Nemec ima 10 otrok. 10 otrok, ki se šopirijo po naši hiši. In mati je že daleč stran. Nenadoma se je mama umirila. Govorila je šepetaje. Čutim, z menoj je konec. Ti, Micka, ti si mlada, ti boš zdržala. Vrnila se boš domov. Vrnil se bo oče, brata, sestra. Dobro vam bo v svobodi. Umrla je še isto noč. Njeno mrtvo telo je ležalo pred barako, med drugimi izčrpanimi telesi. Pogosto smo bili izpostavljeni nekakšnim komisijam za rasne preglede. To so počeli na človeku nedostojen in ponižujoč način. Za otroke, stare okrog 5. leta, so skrbele posebne medicinske ekipe. Najprej so nas temeljito pregledali in osamili. Potem so nam dali neke injekcije in druga zdravila. Po tem tretmaju smo vsi hudo zboleli. Ves čas so nas sistematično opazovali in preverjali učinke. 3 mesece smo se vračali domov iz taborišča. Vozili so nas kot živino v odprtih živinskih vagonih. Toda prišli smo domov, podhranjeni, ponižani, prestrašeni, uničeni telesno in duševno. Ostali smo brez staršev, prikrajšani za ljubezen, otroštvo in mladost. Se še spomniš Bojana, kako smo ga ščitili, ko bi bil moral zaradi bolezni v revir? Skrivali smo ga in delali tudi zanj. Bali smo se, da ne bi prišel v roke kakšnemu sprijenemu izvajalcu poskusov nad ljudmi. Se še spomniš tistih borbenih pesmi, ki so nam hrabrile srce za jutrišnji dan? Kaj vse smo se pogovorili s pesmijo? Rajka, poslušaj me, vse bo še prav, a ti me zdaj poslušaj, prosim te. Mamo pozdravi in Voja. Povej, da mi je lahko pri srcu. Res, če se to zgodi, povej obema, da sem umrla lahko. Obljubi, da boš to rekla. In glej, da ne boš jokala. Prisegle smo, da ne bomo jokale. Zora se je naslonila nazaj na ležišče. Bila je popolnoma mirna, le oči so gorele. Zora je bila tam. Truplo na kupu trupel. Trupla? Kosti? Še vedno je bila lepa. Prisežem, da ne bom jokala. Prisezi. Prisezi. Je odmevalo od sten.
V letnih zebrastih hlačah in belih majicah smo nastopili s pesmimi Ob večerni uri, Oj Triglav moj dom in Moja ljubca je pa pošto posvava. Vsi so mislili, da poje 11-terica nogometašev, a mi smo peli s takim zanosom, da je občinstvo, kakih 6000 četnikov, osupnilo. Spričo svežine naših mladih glasov smo postali ljubljenci vseh taboriščnikov. Zbor je dosegel število 60, včasih celo 70 pevcev. Vsaka vaja je bila tudi informativni sestanek. Primorke smo velikokrat zapele, da smo si dajale korajžo. Slovensko uporniško pesmijo smo povedale, kaj mislimo in kaj čutimo. Kljubovalno smo zapele že v tržaških zaporih, ko smo izvedele, da smo ušle streljanju v rižarni. V taboriščih smo pele ob nedeljah za našo barako, da se je razlegala naokoli. Včasih tudi zvečer, na pogradih, potihem, za tolažbo. Seveda smo kdaj tudi jokale, a to smo počele na skrivaj. Koliko je nežnosti v iznakaženih, trdih rokah, kadar lomijo krajec kruha in ga delijo, bratsko delijo rezino, ki jo dobijo, tolikšno, da bi jih snedel 10 na mah. Pavla je z drtečo roko stegla za obleko in kar se da hitro, da ne bi bilo prepozno, zvlekla v krpico zavezan kos kruha. Vsak dan je čuvala kruh zame, v upanju, da bi mu nekoč srečala. Nisem je mogla prepričati, da mi kruh ni potreben, naj ga pa je sama. Debele solze, ki so jo silile oči, in njen praseč glas me je mehčal, da sem pristala na polovico. V pismu sporočal sem, da živ sem še, da rad vas imam in da nisem sam. Vsak dan je nosila s seboj, prav tako spravljena za obleko, na prsih, na srcu, dopisnico, ki so jo pisali od doma. Pošta je morala biti napisana v nemščini. Vse dneve je bila Pavla kot na natezalnici. Pri sebi je nosila sporočilo svojih dragih, pa ga ni razumela. V naglici sem jo prebrala in prevedla. Bilo je le nekaj besed, ki v pismu pisali smo jih, saj pismo z veliko besed ne bi videlo v ta svet. 82287, sej to sem vendar jaz, kaj to pomeni? Paket pismo z las lutna me je obšla in nepričakovano vprašanje, ali znam igrati harmoniko, me je zmedlo. Zaigrala sem z vsem ognjem in za trenutek pozabila, kje sem. Neskončno lepo mi je bilo pri srcu, ko sem po dolgem času spet čula glas harmonike. V tistih kratkih trenutkih sem preletela vse naše kraje, vse travnike in planinske poti, po katerih se je nekoč širil glas moje harmonike. Koračnica je bila pri kraju. Le kdo bi mogel bolje odigrati kot jaz, ko sem v mislih vriskala in korakala po naših domačih tleh. 19. aprila 1945 smo se prvikrat prostovoljno zbrali na kraju za apele. Na kraju, kjer smo prestali toliko ponižanja, muk in trpljenja. Iz več kot 20.000 grl je zadonela Internacionala. Peli smo jo vsak v svojem jeziku, zato je bilo še toliko bolj veličastno. Rajka ni šla v gradišče k mami Pavli. Ni šla ne takrat in ne pozneje, ni šla. Pavla je enostavno ni hotela videti. Bila je živa priča Zorine smrti, ona pa ni hotela verjeti, da je Zora mrtva. Med zapoznelimi osmrtnicami, ki so se pojavljale v Primorskem dnevniku, kot so po vojni prihajale v mesto žalostne novice, se je pojavil oglas, da je za svobodo slovenskega naroda darovala svoje mlado življenje Zora Godina, rojena Perelo. Pri svetem Jakobu
pa je bilo spet vse živo. Po 20 letih igralo se bo, prepevalo, govorilo slovensko. Cvit, tako si krasna, mila kakor zvizda jasna, lepše modro ni nebo, kakor tvoje je oko. Daj, odpri nebesa svoja, da sirotna duša moja dvigne se božanski raj, kjer bo srečna vekomaj, kjer bo srečna vekomaj.
nikoli več zgolj številka, ampak človek z imenom in priimkom. Človek s svojimi sanjami, hotenji, idejami, svojo lastno resnico. Nikoli več trikotnikov, ne rdečih, ne rumenih, ne roza, ne vijoličnih. Nikoli več seznamov razčlovečenih, ampak le srečnih in zadovoljnih ljudi. Kajti vsi se rodimo enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in iskanja sreče. Jaz sem Nina in mi smo Sorške kresnice in srečne smo, kadar zapojemo. Spoznala sva na sejmu deživnega se dni, ko revež brez dežnika se v dežju krčil je z neskončno dolgim kljunom, obupen na pogled. Takoj se mi prikupil, je s prodajalko vred in stari avto obrisal sem z roko in s prodajalko je sklenjeno bilo na tihem srčku, da dobiva se. Minuli sta poleti in na indiček že je brisal prah po avtu, ki na smetišču je. Ta stari avto, param pam. Najlepša hvala vsem govornikom, članom godalnega orkestra Glasbene šole Ljubljana Moste Polje pod vodstvom profesorice Ksenije Trotovšek-Brlek. Hvala tenoristoma Brunu Kondi in Gašperju Banovcu in pianistu Matiju Potisku. Balerinam iz plesne šole Stevens in koreografoma Neni Vrhovc Steven in Andrewu Stevensu. Zahvala dekliški vokalni skupini Sorške kresnice, so se že same predstavile. Kulturni dom Oton Župančič Sora. Zahvala mladim recitatorjem mladinske gledališke skupine KUD Smlednik pod vodstvom mentorja Blaža Brešana. Zahvala TV Medvode za projekcijo in za scenarij današnje prireditve. Z vami sem bil Domen Valič in sem vam bral odlomke iz knjige Lide Turk Zora. Slovesnost je s tem, zaključena in vabljeni ste v predverje na sproščen klepet. Srečno in nasvidenje do prihodnjega leta.